pozdravljeni. Prihajam iz Domela. V Domelu poudarjamo, da smo vodje odgovorni za razvoj naših sodelavcev, seveda tudi za naš osebni razvoj in najboljšega mentorja tudi nagradimo v okviru Domelovih nagrad. Naj pa povem, zakaj sem se odločila za podporo tega izobraževanja, ki ga bom zdaj predstavila, izobraževanje podjetništva v srednjih šolah po programu Junior Achievement. Zato, ker v Domelu že 9. leto izobražujemo čisto interno več kot 100 zaposlenih, ki delajo na razvojno-investicijskih projektih, o ekonomiki, na zelo pregleden način, kakšen je vpliv na rezultat, če ne dosegamo ciljnih cen materialov, procesov, če količine niso take, ker je v bistvu vsak projekt eno majhno podjetje. No in ko sem spoznala ta program Junior Achievement, no takole pa veseli pa so dijaki po zaključku življenja enega podjetja na koncu šolskega leta, o katerem bomo zdaj slišali nekaj informacij. Gre za program Junior Achievement, ki je v svetu, bo naslednje leto praznoval 100-letnico, v Evropi je pa več kot 25 in Slovenija je pravzaprav ta zadnja, ki se pridružuje temu programu. Program izobražuje od osnovnih šol do startupov. V Sloveniji smo se osredotočili na ta srednješolski program. Junior Achievement organizira vsako leto evropsko tekmovanje najboljših nacionalnih podjetij, vmes pa tista nacionalna podjetja, ki so že več 10 let in imajo tudi več zaposlenih, potem v svojih državah organizirajo še lokalne ali pa ne lokalne, mednarodne, ampak te tako imenovane sejme v manjših obsegov. Tukaj je poleg te izkušnje, ki jo mladi dobijo, tudi se srečajo s svojimi vrstniki in tudi vidijo, kako to gre drugje. Tako da je to zelo koristno. V enem šolskem letu preživijo življenje enega podjetja od ustanovitve, prodaje delnic, ideje, potem izdelujejo, lahko so to taki bolj zahtevni izdelki, ki se ponavadi končajo z enim izdelkom ali delujočim prototipom, lahko so pa, bomo videli kasneje, lahko zelo preproste zadeve, ki jih izdelujejo, prodajajo in na koncu zračunajo, če so kaj zaslužili, hkrati pa je to ena zelo velika izkušnja. Spoznajo, kako delati v skupini, kako se držati dogovorjenih časovnih rokov, ustvarjajo vsekakor in spoznajo tudi finance. Tukaj vidimo nekaj podatkov, kako zdaj poteka 4. šolsko leto. Na vsako leto se je večje število šol in tudi mentorjev odločali za ta program. Tudi Gospodarska zbornica nas je podprla, 2 leti je bil ta zaključen sejem tukaj, potem je pa to število preraslo in lani so nas že gostili na Gospodarskem razstavišču in tudi za letos je 5. maj. Bo ta dogodek, bo sejem, kjer bojo dijaki predstavili svoje rezultate in ste prisrčno vabljeni, tako da boste videli. Tukaj vidimo na spodaj tudi, kje so bili ti mednarodni oziroma evropski sejmi in so se lahko srečevali. Gre tukaj za skupine od 2 do celega razreda. Mentor je učitelj in ponavadi je tudi še en mentor podjetnik. Prostovoljc vključuje se v razne oblike pouka. Vloga Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki organizira ta program, je pa usposabljanje učiteljev, spremljanje potem poteka, tudi vas učni gradivo, ki je zelo obširno, je na voljo dijakom in mentorjev, dostop tudi do spletnih orodij,
organizacija zaključnega sejma in udeležba in financiranje, no tudi udeležba najboljšega na evropskem tekmovanju in pa tudi koordiniranje. Tukaj vidimo nekaj primerov res od enostavnih sostoritve izdelki v prejšnjem, v letošnjem šolskem letu in na koncu je potem dijaki poleg te predstavitve imajo še 3-minutni pitch, 3-minutno predstavitev, reklamno predstavitev svojega izdelka in je, tukaj vidimo vtis iz lanskega Lucerna. Osebno sodelujem kot v svetu zavoda in tudi vodim komisijo za ocenjevanje in je to kar težka naloga, rezultati so zares dobri. Tukaj vidimo listo sponzorjev, deluje čisto na veliko prostovoljnega dela in nekaj, to se pravi za pokritje teh materialnih stroškov in organizacije dogodkov. Tako da še enkrat prisrčno vabljeni, če vas še kaj več zanima, je tukaj naša domača stran. Te podatke ste dobili tudi vi v prilogi in bom zelo vesela, če se bo kdo oglasil kot mentor, kot sponzor in boste dobili vse podatke. Hvala za pozornost.